Mi gremo pa zdaj 30 let v preteklost, ne? V čas, ko je Slovenija za kratek čas na srečo tudi bila v vojni, ne? V vojni za Slovenijo, to je bilo leta 1991. In ta čas, posebej pa še ta čas v Ljubljani, obeležuje razstava Ljubljana v času vojne za Slovenijo leta 1991, ki je bila seveda pripravljena prav ob praznovanju 30-letnice Republike Slovenije in spominja na tedanje dogodke v slovenskem glavnem mestu. Po razstavi se bomo sprehodili oziroma se bo Pia sprehodila s kustosom Blažom Vurnikom. Lepo pozdravljena oba. Tako je, lep pozdrav in hvala za besedo. Tako je, s kustosom dr. Blažem Vurnikom sva tukaj že v prostoru, kjer se, ne bi rekla ravno praznuje, ampak spominja torej na čas vojne za Slovenijo leta 1991. Lepo pozdravljeni, je to način Mestnega muzeja, kako boste obeležili torej 30-letnico osamosvojitve Slovenije? Ja, dober dan, dobrodošli v Mestnem muzeju Ljubljana. To je seveda, 30 let je primeren čas, ne, da se opozori ali pa spomni na dogodke, ki so se dogajale v času, ko je Ljubljana postajala prestolnica nove države, Republike Slovenije. Mi smo ob tej priložnosti postavili to razstavo, ne, kjer smo se nekako omejili recimo ali pa poiskali nekako dogodke, fotografije, skratka neke sledi tistih časov na območju mesta Ljubljane in nekoliko širše. Bomo v okviru te razstave imeli tudi določene pedagoške programe v sodelovanju z nekaterimi ljubljanskimi osnovnimi šolami. V muzeju bomo predstavili tudi zbornik ljubljanskih veteranov, torej njihovih spominskih zapisov, ki so jih pripravili ob tej obletnici. Jeseni pa bomo imeli eno serijo okroglih miz, ki pa bo posvečena v sodelovanju z založbo CF nekaterim ekonomskim vprašanjem razvoja Slovenije v teh 30 letih. Bo takrat razstava še na ogled jeseni? Ne, to je pa razstava krajšega tipa, če tako rečem, ne. Ta razstava bo še postavljena v času, ko bo prav 30 let, ne. Potem ob koncu poletja bomo pa pospravili. Kakšna je pa časovno-geografska zamejenost te razstave? Načeloma gre za vojno leta 1991, pa za Ljubljano, ampak do kam seže, kje se začne, kje se konča? Mislim, tako kot sem omenil, ne, zdaj smo se nekako omejili na naše mesto, ne, računajoč na to, ne, da ob tej 30-letnici nismo edini, ki bomo postavljali take razstave in so za širši državni pogled na to verjetno bolj pristojne neke druge, tudi muzejske ustanove in tudi druge, ne. Mi smo v bistvu, seveda je pa Ljubljana glavno mesto, ne, tako da se tukaj dogajajo neke bolj državno pomembne stvari, ne, tako da se razstava v bistvu začne z proslavo, ne, na nek način, se pravi, z tistim dogodkom na Trgu Republike, z dvigom zastave in tako naprej. Potem pa sledi posameznim dogodkom, lokacijam po mestu, vsem tem vizualnim izrazom 10-dnevne vojne, ne, kar seveda pri čemer so najpomembnejše recimo v mestu barikade, ne, to je en tak tudi vizualno najmočnejši spomin na tisti čas, ne, zlasti tiste barikade prvih dni, ki so bile sestavljene iz osebnih avtomobilov, avtobusov, buldožerjev, tovornjakov in tako naprej, ne, in ki so zelo tudi spremenile nek ritem mesta, ne. Se sami tudi spomnite, ste bili takrat v Ljubljani za časa vojne? Ja, seveda, jaz sem Ljubljančan, tako da sem bil takrat tukaj, ne, to je bil začetek poletja za nas najstnike takrat, šola se je končala. Začeli smo se pripravljati na sprejemne izpite na fakultete, ne, ki so bili potem prestavljeni na zgodnjo jesen. Kot rečeno, bilo je konec šole, imeli smo veliko časa, veliko smo se družili, ne, veliko je bilo takrat seveda nejasnosti, ne, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. Jaz sem bil v tistih letih, da sem imel prijatelje, ki so služili vojaški rok, ne, nekateri so bili v JLA, drugi so bili
potem že vpoklicani v teritorialno obrambo. Ne. Za oboje nas je v bistvu zelo skrbelo, ne. Nismo dejansko vedeli za nekatere niti kje so, niti kaj se z njimi dogaja, tistih nekaj dni. Ne. Drugače pa smo se seveda precej premikali po mestu. Ne. Jaz sem bil, ravno takrat, ko so se streljili helikopterji, ki padajo v Rožno dolino, sem bil v Tivoliju, ne, tako da je bil to en tak zame osebno kar precejšen šok, ne, najprej helikopter nad glavo, potem črta rakete in tako, ne. Drugače pa seveda tudi potem, ko je minilo teh 10 dni, ne, je bilo eno tako obdobje nejasnosti po Brionskem sporazumu. Tako da smo tisto poletje, bi rekel, kar nekako je minilo brez nekih najstniških vznemirjenj, ne. Saj, kako pa je to izgledalo takrat? Ste se mogoče izogibali kakšnim ulicam, kjer se je vedelo, da so mogoče spopadi pogostejši? Kako je bilo sploh s spopadi? So se dogajali na določenih ulicah ali so se premikali po mestu? Ne, zdaj spopadov v Ljubljani kot takih prav zares ni bilo, ne. Ljubljana je bila seveda središče nove države, omenil sem te barikade, pričakovalo se je poseg jugoslovanske armade v središče mesta, kjer so bile seveda državne institucije, ne, skupščina, vlada, predsedstvo, kjer je v bistvu potekal tudi središče odpora proti agresiji jugoslovanske armade, ne. Vendar do tega napada ni prišlo, je pa prišlo pač do posameznih dogodkov, ne, tako ali drugače tragičnih, ne. Ta dogodek s helikopterjem sem že omenil, ne. Potem je recimo prišlo do enega dogodka, ko je enemu pripadniku teritorialne obrambe enostavno ni zdržal pritiska, je tam na Roški cesti zasegel, kot se reče, eno stoenko, se peljal proti središču mesta, tukaj pri Aškarčevi začel pri Filozofski fakulteti streljati na barikado, ker je ubil enega miličnika, ne. Potem se je peljal po Dunajski cesti proti Bežigradu, kjer ga je pa potem slovenska milica ustrelila, ne. To je bil recimo en tak dogodek, ne. Potem je prišlo na Brezovici tista kolona, ki je prvi dan prodirala iz Vrhnike proti Ljubljani. Tam se je pokvaril en tank, ne, in potem so po dolgih urah pregovarjanja v bistvu ta tank teritorialci napadli, tako da se je pol posadka predala, ne. Taki dogodki so bili, ne, zdaj bili pa kakšni spopadi zares v Ljubljani, taki recimo obsežnejši pa ne, ne. Je pa bila recimo nevarnost, ne. Vojašnice v mestu so bile obkoljene, so pa imele ogromen arzenal, ne, zlasti vojašnica v Šentvidu, ki je imela močne tankovske enote, močno oborožene in kjer je poveljnik te vojašnice že zagrozil, da bo v primeru kakšnih čudnih premikov teritorialcev v okolici pač začel obstreljevati središče mesta, Plinarno in druge pomembne pač in tudi kritične objekte za mesto, ne. Prej ste že omenili miličnike, ki so bili tudi okoli barikad. Kakšna je bila pravzaprav njihova vloga? So delovali kot pripadniki teritorialne obrambe, so opustili svoje delo, so ustavljali prometne prekrškarje? Ne, zdaj teritorialna obramba in milica sta bili takrat pač dve ločeni instituciji, če tako rečem, ne, dva ločena aparata, ki pa sta seveda delovala usklajeno v obrambi novo nastale države, ne. Pri čemer je pač bila teritorialna obramba vojska, milica pa policija, ne, kot bi rekli danes, ne. Tako da so imeli pač v določenem smislu skupne naloge, ne, saj tudi na teh fotografijah vidimo, da so večinoma na teh barikadah ali pa na kakšnih kontrolnih točkah teritorialci in miličniki bili pogosto skupaj, ne, so imeli pač iste naloge. Kaj si pa zgodovinarji mislite o tem? Politologi namreč pravijo, da ves čas govorimo o vojni za osamosvojitev, ampak opozarjajo, da bi bil primernejši termin pravzaprav oboroženi konflikt, v tem smislu, da je bilo premalo vpletenih držav, da je premalo časa trajalo, da je bilo premalo žrtev, da bi temu po nekih standardih rekli vojna. Kaj pa zgodovinarji pravite na to? Ja, seveda, zlasti v politologiji, ne, je več teh teoretičnih izhodišč, ki določajo, ki standardizirajo
nek spopad kot vojno, ne. Zdaj v tem primeru je šlo seveda za agresijo na neko suvereno državo, šlo je za oborožen spopad, ne. Zdaj čisto natančnega števila mrtvih se še danes v bistvu ne ve, ne, ni čisto jasno, zlasti na strani jugoslovanske armade. Je pa seveda, bili so tako spopadi, stvar je trajala nekaj časa, ne, bila je seveda zaključena na našo srečo v 10 dneh, ne, ampak vendarle mislim, da ni potrebno zanikati pač narave nekega konflikta kot vojne, ne. Je pa zdaj, če gre samo za vprašanje termina, ne, ki je pa seveda v današnjem času lahko tudi močno spolitiziran, ne, je pa to nekaj, s čemer se pa zgodovinarji skoraj rajš ne ukvarjamo, ne. No, zagotovo se pokvarjate z brskanjem in nazadnje, ko smo tukaj z Ljubljana TV stali v tej sobi, smo gledali baročne slikarije. Tokrat gledamo časnike, fotografije izpred 30 let. Je to, da se je ta dogodek dogajal pred 30 leti, kaj olajšalo delo? Je bilo zaradi tega kaj več virov na voljo? Je bilo mogoče zato težje izbirati? Mislim, težko bi rekel, da je bilo težje, ne, vsaka razstava ali pa vsaka tema ima neko specifiko, ne, jasno. Nenavadna težava recimo ali pa zadrega pri postavljanju takšne razstave je, ne, da ni prav veliko gradiva na voljo, ne, razen seveda fotografskega in časopisnega, ne. Tistega klasičnega muzejskega gradiva, ne, kot mu mi rečemo 3D, ne, se pravi nekih predmetov, pa v resnici ni zelo veliko, ne, in tako, razen seveda orožja, uniform in tako naprej, ne. Tako da mogoče lahko izkoristim, ne, in pozovem Ljubljančane, da če imajo kakšne predmete, ki spominjajo na ta čas samostojnosti in jih želijo recimo zapisati v zgodovino, ne, naj jih prinesejo v muzej. V času odprtih ur? Kadarkoli pravzaprav, kadar smo seveda odprti. No, super. Ste slišali in vabljeni, da torej delite zgodovino tudi z muzejem. Zaenkrat najlepša hvala, na kratko bomo skočili v oglase, po oglasih pa se bova tukaj po razstavi še malce sprehodila. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v Mestnem muzeju Ljubljana, natančneje v lokaciji Mestnega muzeja na Gosposki 15. Danes s kustosom dr. Blažem Vurnikom ogledujemo razstavo Ljubljana v času vojne za Slovenijo leta 1991. Prej smo nekaj že povedali o sami vojni, zdaj pa se bomo čez razstavo tudi sprehodili. Tukaj za nama je že, bom malce premaknila kamero, da boste lahko videli, je že naprimer en tak zelo zanimiv primer. Gre za slavnostno delo, za posebno izdajo dela, ki, no, saj jaz je še nisem videla, navajena sem na tiste modre črke. Kaj pa je bilo pravzaprav tako posebnega na tej slavnostni izdaji dela, ki ima zraven še napisano: shranite ta časopis, to je dokument zgodovine. Kaj je bilo tako slavnostnega? Na tej razstavi, eden od elementov te razstave so izbrane strani iz časopisov Delo in časopisa Dnevnik iz tistih dni, ne. Tako da ta je res v bistvu en tak zanimiv primer. Delo se je takrat zelo očitno zavedlo, ne, zgodovinskosti trenutka in je pripravilo eno tako posebno izdajo, kjer je predstavljal v bistvu čas slovenske pomladi, ne. Tukaj na drugi strani se vidi posnetke z Roške, posnetke iz časa plebiscita, kakšnih zborovanj, pekrskih dogodkov in tako naprej, ne. Tako da je to bila ena recimo oblika praznovanja osamosvojitve pri tem časopisu, ne. Kdaj pa je bil izdan točno? To je 26. junija 1991. Se pravi, to je šlo res že za napoved. Je šlo to v bistvu za normalno številko dela, z normalnim številom strani, samo da je drugače izgledalo, ali je bilo prav normalno delo je išlo, potem pa so še to na ta dan tudi izdali? Ja, to je bila posebna izdaja, ki je izšla ob običajni številki, ne, in ki je povzemala, kot sem rekel, pač to že takrat zgodovino osamosvajanja, ne. Tudi ob strani lahko vidimo te prejšnje naslovnice. Kdaj se torej pravzaprav začne se pa s plebiscitom? Je bil to ta mejnik, s katerim so vedeli, da se nekaj začenja dogajati?
Ne, v bistvu je delo takrat že zgodovinilo, če tako rečem, na podoben način, kot se je to dogajalo kasneje, ne, se pravi dogodki, že pač recimo 57. številka Nove revije je omenjena noter, ne, potem dogodki v zvezi z četverico, ki so sprožili nastanek tistega narodno-obrambnega gibanja, ki je potem nekako ustvarilo mrežo civilnih združenj, ne, in posameznikov, ki so zahtevali spremembe, demokratizacijo in tako naprej. Do potem, recimo tukaj vidim tudi fotografijo odhoda slovenskih predstavnikov Zveze komunistov iz 14. kongresa v Beogradu, ne. Skratka, povzemali so vse te dogodke, ki so predstavljali bodisi v Sloveniji nek proces demokratizacije, pluralizacije tudi javnega mnenja in recimo duha družbe, ne, do seveda dogodkov, ki so zaostrovali konflikt v zvezni državi, konflikt z vojsko, ne. Tukaj vidimo tudi posnetek iz mislim, da je Pražakova ulica, kjer je jugoslovanska armada zasedla republiški štab teritorialne obrambe in tako naprej, ne. Skratka, vsi te dogodki takrat recimo zadnjih slabih 10 let, ne. Kar nekaj fotografij, ki jih lahko tukaj vidimo, pa je fotografiral Nace Bizilj. Je to zgolj slučajnost ali je bil enostavno takrat skoraj da povsod? Mislim, ni slučaj, ne. Zdaj večina fotografij na tej razstavi je iz fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki hrani kompleten fond Naceta Bizilja. Na tej razstavi so tudi fotke drugih fotografov, ne, recimo Toneta Stojka, Tomija Lombarja, Marjana Grbajsa, ki je takrat v bistvu za revijo Obramba, mislim, da fotografiral, Marka Fajsta, ki je takrat bil tako rekoč začetnik fotograf pri Delu, ne. Skratka, poskušal sem zbrati nek širši nabor fotografov, ne, kjer se seveda pri vsakem pozna nek način fotografiranja, iskanje kompozicije, motiva, ne. Res pa je, da so bili v tistih dneh pogosto vsi na istem kraju, ne. Ja, tukaj lahko vidimo tudi na primer množično proslavo, ki se je odvijala na Prešernovem trgu. Je bilo to isti čas, kot je bila proslava na Trgu Republike, o tisti se veliko več govori? Ja, tista je bila državna, ne, tam je seveda potekal državni protokol z dvigom zastave, z govori vseh treh predsednikov, mislim, da, ne. To pa je bila recimo i mestna zabava, ne, skratka, oziroma mestno praznovanje nastanka države, osamosvojitve. Kot vidimo na tem posnetku je bil trg poln, ne. Tako da tukaj so potem nastopali tudi razni kulturniki, ne vem, Polde Bibič je recitiral, brali so recimo dela raznih slovenskih pisateljev in tako, ne. Na koncu pa seveda žurka, ne. Tako kot se spodobi, dokler ni žurka potem prerasla v takšnele grozote, kot je na primer je to, kar vidimo v bistvu bila nekoč barikada. Ja, seveda, po tem večeru praznovanja osamosvojitve se je potem Slovenija zbudila naslednji dan v vojni, ne. To je posnetek iz Brezovice, ne, kjer je teritorialna obramba postavila barikado iz osebnih vozil, ne. Vidi se tudi, da je bila zraven ena, mislim, da 101 od milice, ne, ki je pa seveda to barikado potem tisti del kolone, ki je prihajal po stari cesti iz Vrhnike, enostavno prevozil, ne. Tukaj se je zgodil potem tudi tisti prvi konflikt, v bistvu, ki sem ga omenil, ko je bilo treba en pokvarjen tank pač zasesti silo, ne. Govori se tudi zgodba, da naj bi ga eden od današnjih poslancev želel raketirati z bazuko. Je to res? Res je, govori se in bilo je res. Torej je raketa tudi poletela? To pa ne vem, nisem čisto prepričan. Ne vem, ne, to pa ne vem, ali jo je sprožil ali ne.
No, ga bomo morali pa še enkrat vprašati. Sicer pa vidim, da kar nekaj obrazov, ki so tudi zdajle zelo videni v javnosti, se je takrat kazalo v Cankarjevem dom je bil to pravzaprav edini dovolj velik prostor takrat, oziroma zakaj je bil Cankarjev dom izbran za ta glavni štab? Zdaj, Cankarjev dom je bil sigurno najprimernejši objekt v Ljubljani. Tam je bila sedež koordinacijske skupine tudi. Bil je blizu parlamenta, blizu predsedstva, blizu vlade, imel je dobro zavarovane kleti, kjer so tudi zasedali, kjer so pač snovali obrambo države. Imel je te dvorane, ki so lahko gostile, kot vidimo, kar precejšnje število predstavnikov novinarjev takrat. Tako da na vsak način pač najprimernejša in na tak način tudi grajena zgradba. Pa če se predstaviva še malce naprej, ker nam bo tako ali tako zmanjkalo časa, zato seveda vabljeni vsi, da pridete to pogledati tudi v živo. Je bila takšnale zasedba ulic, kot jo lahko vidimo v Kidričevem parku, takrat nekaj običajnega? So večje ulice izgledale tako? Ja, tako je izgledalo središče mesta v tistih dneh in potem še nekaj časa, še nekaj mesecev, kjer slovenske obrambne enote pripravljale na obrambo mesta. To je bil pač čist običajen pogled tistih dni. Zlasti v tem zelo ožjem delu središča okrog Cankarjevega doma, skupščine in drugih teh pač strateško pomembnih objektov. Kaj pa so to čisto prave strani, ste jih kaj porezali, izgleda, kot da so tako prepredene z vojnimi dogodki, kot so bile na začetku epidemije s koronavirusom? Ja. Ne, te strani smo zbirali, malo glede na to, kako so vpisani v dogodki. Lepo pozdravljeni nazaj, še čisto na kratko se opravičujem za prekinitev, rahlo nam je zagodla tehnologija. Samo še čisto za konec, na kratko bi vas želela vprašati, vidimo tudi nekaj slušalk, kaj lahko slišimo na razstavi, kakšni so ti posnetki? Ja, iz arhiva Radia Slovenije smo izbrali nekaj posnetkov v bistvu iz tistega časa, naprimer en del tiskovne konference iz Cankarjevega doma, te tiskovne konference seveda so tako rekoč legendarne, potem izjave staršev, župana Ljubljane in nekaterih drugih v Tivoliju, kamor so prispeli starši vojakov JLA, ki so prišli po svoje sinove, in še nekaj drugih posnetkov, skratka zvočni zapisi iz tistega časa, da se tako fino sliši lepo, kako je takrat v bistvu lahko poslušalec radijski, vsi smo takrat poslušali radio, hlepeli smo po novicah, interneta ni bilo, da bi se vse... Edino, ker se je dogajalo v živo, seveda je bil radio in televizija, tako da to je en tak del te razstave, ki še ta medijski zagon tistega časa nekako prikaže. Doktor Blaž Vurnik, najlepša hvala za današnje vodstvo po razstavi. Vas, dragi gledalci, seveda toplo vabim, da si celotno razstavo ogledate tudi sami in seveda tudi prisluhnete tem posnetkom, ki jih mogoče v živo niste slišali. Naj bo razstava torej ne samo v spomin, ampak tudi v opomin, da se takšni dogodki več ne bi dogajali. Najlepša hvala. Hvala lepa vam za obisk in vabljeni vsi v Mestni muzej. Tako, kot pa ste slišali, če ima kdo še kakšne predmete iz tistega časa doma, jih pa lahko tudi prinesete v muzej. Mi pa se zdaj vračamo nazaj k Maši v studio Figovec.